mesto Laufarije Cerkno na tiskovni konferenci, katero smo sklicali z namenom predstavitve programa in dogodkov ob obeležitvi 70-letnice obnovitve našega pustnega običaja cerkljanske Laufarije. Najprej bi rad povedal, da sem ponosen, da obeležujemo 70. obletnico obnovitve. V vseh teh letih se je sama šeha ohranila v skladu s tradicijo, hkrati je pa na redni ravni letni vključevala na hudomušen način sprotno dogajanje, tako na politični, lokalni, globalni ravni. Kot sem omenil, pripravili smo serijo dogodkov, katerega začenjamo s prvim dogodkom začnemo to soboto 17. januarja. In sicer v sodelovanju z Cerkljanskim muzejem smo pripravili dogodek, kako nastane larva. Sam dogodek bo prikazoval proces izdelave naših naličij, katere predstavitev bosta izvajala Vid Prezelj in Marjan Rejc. Mogoče bi ob tem dal besedo Milojki Mahajne, predstavnici oziroma vodje muzeja, Cerkljanskega muzeja, da mogoče pove kakšno besedo več. O samem dogodku. Ja, torej, res lepo povabljeni v Zapojco na Bevkovo domačijo v soboto popoldan. Dogodek je sicer nekoliko, smo postavili v spredje družine, se pravi odrasle z otroki, čeprav vabljeni prav vsi, ki vas zanima izdelava larv. Zelo veseli smo pravzaprav lahko in zadovoljni, da imamo rokodelce ponovno v Cerknem, ki lahko oziroma znajo izdelati larve. Pred leti, ko smo pripravljali stalno razstavo v muzeju, namreč ni bilo nikogar in smo morali iskati izdelovalce zunaj lokalnega okolja. Tako da to bo ena taka priložnost za prijetno druženje na Bevkovi domačiji. V peč bo zakurjeno, tako da bo, verjamem, prijetno in vabljeni. Hvala. Naslednji dogodek je tako imenovan larve. Ta dogodek smo zaokrožili z odprtjem razstave gostujoče larve oziroma maske, ta starha iz leta 1938, katero nam je posodil Slovenski etnografski muzej. Ob tem dogodku bomo izvedli tudi pogovorni večer, kjer bomo gostili gospo Adelo Pukl iz Slovenskega etnografskega muzeja, kjer bo povedala kaj več o sami maski ter o Laufariji kot samem običaju in vse strokovno podlago, seveda. Samo razstavo larve ta starha bo pa spremljala fotografska razstava Tineta Venkota, ki je na moji levi, tako da predajam besedo njemu. Ja, dobro večer vsem skupaj. Moje ime je Tine Venko in sem se podpisal pod tale fotografska razstava. Fotografska razstava je nastala skozi zadnje 3 leta, odkar aktivno fotografiram Laufarje. Sem že več let član društva, ampak sem rekel, šele pred 3 leti prav zaupal tole nalogo. Na fotografski razstavi je prikazanih več kot 30 fotografij, najlepših momentov preteklih let in to je v bistvu tole. Če smem dodati še kakšno besedo o tej najstarejši larvi pravzaprav, ima tudi ta pust, ki ga bomo zdaj po 70 letih spet videli v Cerknem, zanimivo zgodbo. To je ena od 3 larv, ki so bile izdelane že pred drugo svetovno vojno, in sicer jih je Peter Brelih, tudi pobudnik obnovitve, oziroma lahko bi rekli eden glavnih kreatorjev obnovitve leta 1956. On se je po prvi svetovni vojni odločil in z družino pač zapustil Cerkno in se preselil v Ljubljano in je potem tam enkrat v 30 letih naročil to larvo menda takratnemu cerkljanskemu fotografu, podobarju Francu Peternelju.
ki pa te larve ni izdelal, izdelal jo je en drug rezbar, Avguštin Hadalin, in imela tudi zanimivo pot ta larva, kako je prišla do Ljubljane, ker Cerkno je bilo takrat v Italiji. In je eden od Cerkljanov, znanec od Breliha, pač larvo odnesel v Ljubljano in sicer je potovala do mosta na Soči in potem z vlakom na Jesenice, pa potem v Ljubljano. Tako da to je bila to v bistvu ena Brelihova družinska last, ampak po vojni se je pa odločil, da to proda oziroma prepusti pod etnografskemu muzeju. Tako da sprva jo je posodil. Leta 1949 je pa larva prišla v last etnografskega muzeja in za tisto prvo obnovitev leta 1956 so si izposodili to larvo. Zato sem rekla po 70 letih znova v Cerkno. Tako da, ampak je bila samo leta 1956 v Cerknem. Potem so jo morali vrniti, ker je bila izposojena in je Franc Kobal izdelal novega, ta starega, ki pa je seveda po izgledu drugačen. Tega pa vidite v Laufariji oziroma tudi na razstavi v Cerkljanskem muzeju, ko ste lahko primerjali. Upamo, da bo ostovanje same larve tudi spodbuda ali pa dragocena učna izkušnja za lokalne rokodelce, da bojo kakšna nova tehnika ali pa kakšen detajl videli. Upamo seveda, da si bo čim več domačinov ogledalo, namreč mi smo verjetno ravno stalni hostje Slovenskega etnografskega muzeja. Nadaljujemo 30. januarja, ko bomo izvedli dan odprtih urad, tako imenovano Laufer komande. To so v bistvu društveni prostori društva Laufarije Cerkno, kjer se trenutno nahajamo. Na samem dnevu odprtih urad bo mogoče videti, takrat bo verjetno v delu že tabršljanov, se pravi šivanje tabršlanovega, pa seveda ob zanimanju za druge stvari bo izvedena tudi sama predstavitev, kakor jih izvajamo na tedenski ravni, iz lokalnega centra za šolske in obšolske dejavnosti. Nadaljujemo pa 6. februarja, ki bo nekako osrednji dogodek obeležitve, in sicer to je premiera dokumentarnega filma z imenom Laufarija srce Cerkljanske. Ponovno tukaj je avtor samega filma je Tine Venko, tako da predlagam, da jo predstavi. Ja, torej Laufarija srce Cerkljanske, gre za dokumentarni film, je moje diplomsko delo. Diplomiral sem leta 2024 na Akademiji za multimedijo v Ljubljani in takrat sem se usmeril, se pravi v zadnjih 2 letih sem se usmeril bolj v video smer in za končni izdelek je bilo treba pripraviti nek film, bodi si igrani, kakorkoli, odločil sem se za dokumentarni. Sprva so me mentori malo zatirali, ker gre za eno od težjih form v filmu, ampak že od majhna so me učili, da moraš početi tiste stvari, ki te veselijo, in to je ena takih stvari, s katero sem zrasel ven. In Laufarija srce Cerkljanske prikazuje, kaj je vse potrebno, da ta običaj sploh živi. Se pravi, prikazuje nabiranje mahu, smrekovih vejic, bršljanovih listov in seveda, kako se to našije, pusta, ta smrekova, ta bršljanova. Tukaj bi izpostavil, da recimo pust je obleka našita iz mahu, kot sem rekel, in je težka med 60 in 80 kg, mogoče kdaj tudi 100 kg, če nam ne uspe dobro posušiti materijala. Izpostavil bi še ta bršljanovega, našite iz 8 do 10 tisoč listkov. Treba je poudariti, da je to našito ročno in vsak listek je 2-krat prišit. Sam film je podprt z arhivskimi posnetki, ki smo jih dobili z Slovenskega filmskega centra, RTV arhiva, SAZU, nekim je tudi muzej, pa tudi od lokalnih ustvarjalcev tistega časa.
Za pomoč smo prosili še Slovenski etnografski muzej, zopet se je zvala Dela Pukelj, ki je v bistvu odgovorna za ta kustodijat tam na Slovenskem etnografskem muzeju. Tako da tudi predstavijo v filmu neke vidike pred 70 leti, se pravi v času, ko je tata star bil, in tudi iz poganskih časov. Potem je tudi vključena Milojka Magajne s predstavitev same ideje, bom rekel, iz cerkljanskega domačega okolja. Vključeni so pa tudi nekateri člani, ki so delovali v prejšnjem tisočletju, nekateri še zdaj. Kako je laufarija izgledala takrat in tudi kako se je spremenjala skozi čas. Predstavljena sta tudi Vid Prezelj in Marjan Rejc, kako sta v bistvu začela samo obrtjo, kako raziskujeta tudi ona dva te naličja po Evropi oziroma po alpskem svetu. In pa vključeni so tudi izpovedi aktualnih članov, kako se vsak dan dobivajo, kaj to za njih pomeni in tudi kako vidijo laufarijo čez naslednjih 70 let. V filmu je prikazan tudi vsi rituali, ki so vključuje laufarijo, se pravi koledovanje in pa obsodba pusta in eksekucija pusta, pa tudi odkop bota. To je v bistvu to. Po premieri filma bomo 8. februarja izvedli še gostovanje oziroma smo odeležili kot laufarska družina, sicer ne v popolni obliki, vodenega ogleda oziroma predstavitve same razstave maske, ki jo je pripravil Slovenski etnografski muzej ob 16. uri, se pravi nedelja. Takoj za ten vikend pa prihaja že pustni vikend, oziroma vrhunec samega pustnega obdobja v Cerknem, kjer na pustno soboto letos malo razširjamo program in bomo že v dopoldanskem času pričeli z tako imenovano laufarsko tržnico, na kateri se bodo predstavili lokalni ponudniki, rokodelski kot domačije z lokalnimi izdelki iz hrane, pijače in tako dalje. Same tržnice se bomo udeležili tudi mi kot ponudniki. Tukaj spredi lahko vidimo pa par primerkov, ki jih pripravljamo kot promocijski izdelek. Zdaj, za kakšen detajl več me lahko pol vprašate o samih kapah, ker ni čest navadna kapa, ampak povzema, bi rekel, določene elemente pustnega lika. Popoldan nadaljujemo na pustno soboto, se pravi 14. februarja, nadaljujemo z pustnim rajanjem za otroke, zvečer pa z tradicionalnim plesom v maskah. Takoj zatem prije pustna nedelja, 15. februar, kjer kot sama tradicija običaja kot takega, se izvede branje obtožnice pustu, pravi tako imenovan kalamon. Kalamon se že pripravlja, kot pa vemo, se to kalamon piše celo leta z dogajanjem na lokalni, globalni ravni tudi. Po zaključku branja same obtožnice zaključujemo z zabavo z ansamblom Marka Krašna. V ponedeljek je bil pa malo premora, pa prije še pustni torek 17. februar. In sicer v dopoldanskih oziroma jutranjih urah ob 9:15 bomo skupaj z cerkljanskim vrtcem Petra Klepca izvedli povorko po cerkljanskih ulicah v sklopu njihovega programa. Ob 12. se laufarska družina odpravi v Cihunca, to je okraj v Cerknem, kjer se nahaja tako imenovana laufarska parcela, na kateri je zakopan bot
s katerim bo popoldan ob 3 ta star izvedel eksekucijo pusta. Pri tem bi rad izpostavil, da je to 10. izvedba v razširjenem programu, se pravi, da je organizirano še na pustno soboto zabava oziroma ples v Moskah, ki je tudi s pustnim rajanjem za otroke. Tako da je tudi to en mejnik v našem društvu iz tega vidika. Na konec koncev bi pa rad predvsem izpostavil, da sama laufarija kot taka se ne bi ohranila oziroma razvijala, če tukaj ne bi bilo prostovoljcev, ki nas je nekaj čez 110. To je toliko ukoreninjeno v ljudeh, v cerknem, v širšem pomenu kot v ožjem, tudi se pravi v naših članih, ki to zavzeto pa zvesto izvajajo samo običaj, pa imajo zanimanje za njega, prinašajo znanje na mlajše generacije, ki prihajajo. Lahko se pohvalimo tudi z vsakoletnim prihodom nekaj članov, govorimo 2 do 3 novih članov, ki pridejo in so zavzeti, se radi učijo, pa radi prinašajo svoje znanje naprej. Laufarija se je v preteklosti tudi srečevala z nenehnimi selitvami, nestalnimi prostori. Trenutno se tukaj nahajamo zdaj že dobrih 10 let, 11, točno bolj, 12 let. In nam te prostori zelo ustrezajo. Upam, da bo tako ostalo v prihodnje, ker dejansko pokriva vse naše potrebe, pa ustvarja en tak domač občutek, kar laufarija v cerknem tudi je. Jaz bi še par stvari dodala, ker je sicer že Tomaž poudaril, da je društvo, vsekakor je društvo laufarija tisto, ki skrbi za to, da je šega živa. Rekla bi, da zdaj po 70 letih se moramo res, bi se mogli zahvaliti, biti hvaležni ljudem, ki so obnovili pred 70 leti to šego, se pravi Inštitutu za slovensko narodopisje, dr. Kuretu, Petru Brelihu, Cerkljanu, ki je res veliko energije vlagal v to in vsem posameznikom pravzaprav, ker takrat se je v cerknem osnoval laufarski odbor, ki je poskrbel za vse, kar je bilo pač potrebno. In dejansko je laufarija eden od stebrov lokalne identitete. Ni dolgo nazaj, ko je prišla ena vzgojiteljica v muzej, smo se nekaj dogovarjali, je rekla, a ni res, da je laufarija, je pa nekaj, kar nas povezuje. Ni, da bi, tukaj se res nimamo kaj prepirati, kaj kregati, vsi vemo, da je to nekaj našega, na kar smo lahko upravičeno ponosni. Zdaj, sigurno je društvo laufarija tisto, ki je najbolj zaslužno, da to živi, da se razvija naprej, ob podpori lokalne skupnosti. To tudi moramo reči več ali manj, v vseh obdobjih pravzaprav je tako občina kot zavodi, Zavod za turizem, muzej, ki smo tukaj v tem okolju nekako prepoznavamo to, da je pač to nekaj, kar je potrebno podpirati. Zdaj, tudi muzej ima neko, bi lahko rekla, kar pomembno vlogo v vsem tem. Vsa leta pravzaprav s svojimi razstavami, z različnimi dogodki, predavanji, publikacijami je skrbel za to promocijo, popularizacijo laufarije, za to, da jo predstavljamo. In čeprav se mogoče na prvi pogled zdi, da vemo vse o laufariji, pa mogoče ni čisto tako. In zato smo se nekako ob tej obletnici zadali in se tudi z laufarji tudi že pogovarjali, da zastavimo projekt, ki bo sicer večleten, gotovo 2-3 leta, prav gotovo, ampak cilj tega projekta je, da vse, kar lahko
o laufariji povemo, od izvora do tega zgodovinskega razvoja, do materialne dediščine, do obreda in vse, kar je povezano z laufarijo, da to zberemo, povežemo in pripravimo eno knjigo, ker mislim, da si laufarija to zasluži. Tako da je to zdaj ena zaveza, iz izkušnje vem, da če nekaj tako javno obelodaniš in da poveš, ja, potem je treba nekaj na tem tudi dejansko narediti. Tako da upam, da vas lahko čez 2-3 leta povabimo na tiskovno konferenco, kjer bomo pa to knjigo tudi predstavili. Hvala lepa.